To je tako genialna ideja. Ne morem verjeti, da se je nismo spomnili prej. Vlada Združenega kraljestva vam bo zdaj plačala 350 funtov. Da, 350 funtov na mesec, da v svojem domu nastanite prosilca za azil, torej posiljevalca. Da, to ni šala. To je njihov novi genialni načrt, s katerim želijo pripeljati več priseljencev v hišo. In verjetno vas ne bo presenetilo, da to vodi nihče drug kot Shabana Mahmood. In če vam njeno ime ne pove dovolj o tem, v kaj verjame in kaj želi za Združeno kraljestvo, potem si morate ogledati več naše vsebine. Dobrodošli v Bushbacku. Napovedali bodo nov sponzorski program po ukrajinskem vzoru. Torej za gospodinjstva ali skupnosti, ki želijo dovoliti prosilcem za azil, da pridajo in živijo pri njih. In Kloja, ti si to raziskovala in misliš, da lahko s tem dejansko zaslužiš? Ja, no nisem prepričana, da bo to veliko. Mislim, da običajno dobiš 350 funtov na mesec, če sprejmeš Ukrajinca, kar iskreno ni veliko denarja, glede na to, da lahko v Londonu vsaj oddaš rezervno sobo za 1000 funtov ali več. Ja, ampak mislim, da je veliko ljudi to storilo iz dobre volje. In mislim, da ni ravno veliko tveganje sprejeti ukrajinskega begunca. Imajo kulturo, ki je zelo podobna naši. Mislim, da je verjetnost, da bi Ukrajinec, ki živi v tvoji hiši, nenadoma napadel nate z mačeto ali te posilil, precej majhna. Da dobiš samo 350 funtov na mesec za tveganje, da imaš pri sebi, moškega v bojni dobi iz Afganistana, ki bi lahko, prihaja iz zelo drugačne kulture. Mislim, da to ni vredno. Ne, mislim, da ni vredno, draga. Mislim, da sploh ni vredno. In to je spet, še enkrat, dokaz, kako nizko inteligenco dejansko mislijo, da imajo ljudje. Kot je objavil Nigel Farage, ali je Shabana Mahmood izgubila razum, stavila bi, da sploh nikoli ni imela razuma. Ampak ta teden naj bi napovedala migrantsko shemo v slogu Domovi za Ukrajino za konflikte po vsem svetu. Zdaj pa poglejte to. Poglejte ta jezik. Migrantska shema v slogu Domovi za Ukrajino vas spomni na Ukrajince, ki so čudoviti ljudje in verjetno bi bili pripravljeni pomagati in pobegniti pred vojno in jih morda povabiti v svoj dom. Ampak ne, to v resnici ni povezano z Ukrajinci. To se nanaša na migrante iz številnih različnih držav, kot bomo videli čez trenutek. Ampak želijo, da mislite, da je to podobno tistemu, kar so ponujali takrat. To je marketinška poteza, vendar ne odraža resničnosti. Za primerjavo, tista shema je takrat sprejela več kot 200.000 Ukrajincev. Katere države ima laburistična stranka v mislih? Ker mislim, da je pomembno, če boste to primerjali z Ukrajinci, ki imajo veliko podobnosti z ljudmi v Združenem kraljestvu. Pripeljujete ljudi iz Sudana. Veste, kdo je Sudanec? Dane Magic, nezakoniti migrant, ki je umoril Rihano White, jo zabodel 23krat z izvijačem, in Mohamed Harun, begunec, ki je posilil žensko in sodniku, ki ga je obsodil, rekel Anglijo. Pravzaprav je več kot tretjina sudanskih kriminalcev v tukajšnjih zaporih obsojenih zaradi spolnih kaznivih dejanj. Fantje, brez skrbi, za 350 funtov na mesec si lahko nekoga od tukaj pripeljete na svojo zemljo. Seveda niso vsi iz Sudana slabi, vendar moramo priznati, da sudanska kultura in britanska kultura nista povsem enaki. Mohamed prav tako želi dati prednost Eritreji. V zadnjih nekaj letih smo imeli posiljevalce in poskuse umorov iz Eritreje. Eritrejci tukaj imajo več kot 20krat večjo verjetnost, da bodo obsojeni za spolne prekrške kot britanski državljani. To je zanimivo dejstvo. Brez dvoma bo laburistična stranka odprla vrata tudi tisočem Palestincev. Vsi vemo, kam to vodi. Laburistična stranka pravi, da bodo omejili število ljudi v programu na nekaj 10.000, vendar bodo sčasoma pripeljali vse svoje razširjene družine. Verižna migracija bo katastrofalna. Torej, če prav razumete, kar tukaj berem, se Anglija sooča z dejstvom, da imate 100.000, če ne milijone ljudi, ki kličejo po spremembi. Ker jim ni všeč, da so ti priseljenci prišli, ti nezakoniti, in v bistvu samo udirajo, zasedajo in poskušajo prevzeti oblast. In odziv vlade, odziv notranje ministrice je, da reče, veste kaj, zakaj ne bi pripeljali še več teh ljudi, ampak jih spodbudimo z denarjem. Veliko denarja? Ne. Vendar ne skrbite, ker je to nekaj, kar bi morali vedeti. Da so prosilci za azil, ki so prišli, stali davkoplačevalce ogromno denarja. Pravzaprav je davkoplačevalce stalo približno 5 milijard funtov, da so jih nastanili. Torej vam ne pravijo, veste, vemo, da dajete toliko denarja tem prosilcem za azil. Zakaj vam ne bi dali velike davčne olajšave, da bi jih lahko sprejeli?
Ne. Ponujajo vam 350 bednih, sramotnih funtov, medtem ko še vedno jemljajo vaš davkoplačevalski denar za financiranje te grozote. Ministrstvo za notranje zadeve je pravkar na skrivaj objavilo nekaj številk, za katere bi raje, da jih ne bi videli. To vam pokaže, da je bilo v zadnjem letu več kot 34.000 ljudem v Britaniji dodeljen status azilanta na podlagi 8. člena EKČP pravice do družinskega življenja. Samo v zadnjem letu. In upoštevajte, to so podatki Ministrstva za notranje zadeve. Ocenjeni strošek teh 34.000 ljudi v njihovem življenju za britanske davkoplačevalce je 5 milijard funtov. Ali lahko verjamete? Člen 8, kaj ne? Člen 8 bo samo v zadnjem letu britanske davkoplačevalce stal 5 milijard funtov. To je veliko, to je res veliko denarja, če se sprašujete. To je veliko več kot tistih 350 funtov, ki vam jih ponujajo, da pripeljete sudanskega moškega. Ja, to je veliko več kot to, ampak o tem pa ne govorijo, kaj ne? Poskušajo vas finančno spodbuditi, hkrati pa vam jemljajo denar, da bi še naprej financirali ta nori program, ki uničuje vaše domače mesto. In mislijo, da jim bo to uspelo brez posledic. Če niste seznanjeni z angleško politiko, je ta moški po imenu Nigel Farage in vodi stranko, ki se imenuje Reformna stranka. Obstaja še en moški, Rupert Clue, ki stoji za preiskavami posilskih tolp, ki smo jim bili priča. On vodi drugo stranko. Zato je Rupert prosil tega moškega, naj se mu pridruži, da bi skupaj pripravila načrt proti Shabani Mahmud, ki spodbuja več nezakonitih migracij. Po besedah Bazila Velikega je Rupert Lowe zdaj neposredno prosil Nigela Faragea, naj sodelujeta in predstavita enotno fronto proti načrtom Shabane Mahmud za širitev zakonitih migracijskih poti po svetu. Seveda so to popolnoma nore novice. In za tiste, ki ne veste, kdo je Shabana Mahmud, naj vas spomnim, da je ona notranja ministrica Združenega kraljestva. To je tisto, kar ona misli. Veste, ljudje, ki jih vidite z angleško zastavo, so večinoma na enem koncu sveta pripadniki EDL. In so belci, so moški in so slabi ljudje, ki želijo razdeliti našo skupnost. Pravi, da so večinoma ljudje, ki držijo britansko zastavo. Veš, država, za katero naj bi bila odgovorna, za katero je odgovorna za meje, migracije in nacionalno varnost, kaj ne? Pravi, da so ljudje, ki držijo angleško zastavo, večinoma slabi ljudje. In si presenečena. Si presenečena, da je njen briljanten, genijalen, čudovit načrt za zaščito ljudi v Združenem kraljestvu ta, da privabi še več norih ljudi, tako da jih spodbudi z žaljivo majhnim zneskom denarja in potem samo opazuješ, kako raste nacionalna varnost. Mislim, njeno ime je Shabana Mahmud, za božjo voljo. Mislim, da bi mnogi izmed nas lahko ugotovili, da ne bi smela biti na položaju, kjer se ukvarja z nacionalno varnostjo v Angliji. Mislim, ni treba biti genij, ne? Res, ni treba biti genij. Zato ni presenetljivo, ko ta oseba trdi, da so ljudje, ki nosijo angleške zastave, večinoma slabi belci. In ona tam zunaj poskuša pripeljati še več teh nezakonitih priseljencev, ki povzročajo še več varnostnih težav po vsej Angliji, vse v imenu zaščite nacionalne varnosti. Madonka. Ljudje morajo bolje izbirati, koga volijo. Kaj naj rečem? Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.